digitalizacije družbe in državne uprave. Zato smo se odločili, da gospodu Medvedu primopredajni zapisnik predamo v digitalni, elektronski obliki in tukaj gor je vse, kakšno je stanje trenutnih stvari, odprtih projektov. Jaz vam želim veliko potrpljenja, uspešnega dela, prepričan sem, da imate dobro osnovo, hkrati sem pa tudi prepričan, kakor sem vas poslušal, da boste odlično peljali naprej to ministrstvo in vam želim samo najboljše. Tako da, srečno. Hvala lepa, gospod dosedanji minister. Seveda prehajamo to digitalno dobo in ko bo ta zapisnik res šel v oblaku, ne bo to naslednji korak, tam na mizi je zdaj ta fascikel, za katerega želimo se v papirnati obliki, za kar želimo, da bi se čim prej pretekli za nami in da gremo to digitalno dobo naprej. Prihajam na Ministrstvo za javno upravo, ki ima izjemno široko področje delovanja, pa pravzaprav v vsakdanjem življenju relativno malo slišimo o njem. Deluje nekako tiho tam zadaj, ampak seveda deluje. Pridejo pa v javnost ciklično seveda problemi, s katerimi se ukvarja tudi to ministrstvo, to pa se seveda predvsem in vselej zlasti plače v javnem sektorju in tudi tokrat smo praktično na tej točki, ko bi lahko govorili, da ministrstvo sicer odlično deluje, problem plače v javnem sektorju seveda pa je na mizi in da bo treba vsekakor rešiti. Hvala lepa. Ja. Mogoče samo še kakšno hitro vprašanje, če ima kdo. Ja, seveda, absolutno. Mogoče samo poveste, kako hitro pri pogajanjih s sindikati, kdaj boste v bistvu sedli za mizo in kaj boste najprej predlagali, naredili? Najprej se bo seveda pogajalska skupina dodobra seznanila z dosedanjim potekom pogajanj in samo vsebino. Nihče izmed ljudi, ki bodo sedeli v tej pogajalski skupini, ni bil na pogajanjih, ki so tekla do spomladi, torej najprej se je treba dodobra seznaniti z vsebino. Vsekakor pa se predsednik vlade skupaj s celotno vlado zaveda, da problem je pereč in to smo sindikatom že nekajkrat povedali. Torej, zavedamo se tega, trenutne aktivnosti sindikatov nas niti ne presenečajo, to je bilo pričakovano takoj. Potem, ko je vlada zaprisegla, smo pričakovali, da nas bodo sindikati vnovič spomnili na ta problem. Vemo za njega in seveda, da bomo želeli v soglasju s sindikati tudi čim prej rešiti. Zelo težko pa vam zdaj napovem datum ali uro, kdaj bomo s samimi sindikati prvič sedli za pogajalsko mizo. Mene veseli, da prihajajo neki signali, da so se sindikati pripravljeni vsi skupaj pogajati za pogajalsko mizo z vladno ekipo, kar je dobro. Seveda pa bomo nekaj dni vendarle še potrebovali, da vdihnemo in se tudi sami opremimo s podatki. Jaz bi morda od te priložnosti povedal, ker se zelo ugiba, kdo se bo pogajal, kdo bo v tej pogajalski skupini. Jaz vam lahko povem, da je tak sklep tako predsednika vlade, kot tudi na ravni celotne vlade, da ne bo minister za javno upravo tisti, ki bo v prvi bojni črti na teh pogajanjih, ampak da bo to kompetentna pogajalska skupina, da pa bo minister ali pa sam predsednik vlade seveda posegel v ta proces, če stvari ne bodo tekle v pravo smer. Prava smer pa je vsekakor dogovor s sindikati. To pa je želja njih in vlade Republike Slovenije. A je ta kompetentna oseba Vojmir Urlep? Ne morem vam zdaj tega potrditi ali pa po drugi strani lahko rečem tudi ne zanikati. Ali se boste pogovarjali z vsemi sindikati ali z sindikati, ki so že dosegli s sedanjim ministrstvom soglasje? Vse je odprto. Nobenega dogovora trenutno v tem procesu ni bilo niti parafiranega, niti podpisanega, tako da pogajanja so odprta z vsemi sindikati, tako kot so tekla tudi spomladi do tistega trenutka, ko je prišlo do prekinitve, s tem, da, kot rečeno, je naša želja,
in kaže, da je to tudi želja z druge strani oziroma sindikatov, da smo vsi skupaj za pogajalsko mizo. Boste začeli še ta mesec? Lahko rečem, da. Zakaj ne želite o imenih govoriti, če nimate oblikovane ekipe, ki se bo pogajala, ali je to pač samo skrivnost za medije? Imamo oblikovano ekipo. Lahko pa, da bo seveda k tej ekipi pristopil še kdo, ne? Tako da v tem trenutku, da bi našteval imena, res mislim, da ni najpomembneje. Mislim, da je zelo pomembno sporočilo, da ta ekipa obstaja, da bo v zelo kratkem času tudi pripravila pogajalska izhodišča in da se končno začnemo pogajati. Državna sekretarja imate že izbrana? Praktično že, vendar včeraj za vladno sejo, včerajšnji seveda pa je bilo vendarle prehitro, vstopil v ta proces pozneje kot ostali ministri, kot veste, tako da še nekaj dni potrebujem za odločitev, pa bo potem prihodnji četrtek po vsej verjetnosti ta ekipa tudi potrjena na vladi. Kako da ste razumeli včerajšnjo potezo sindikatov? Niso pa čakali niti 100 minut po vaši izvolitvi in današnje primopredaje? To je bilo popolnoma pričakovana gesta z njihove strani, da nas opozorijo, da so tu, da ne pozabimo nanje in da ponovno povedo, da naj bo to ena izmed prvih prioritet vlade in vlada seveda to razume, tako tudi to potezo včerajšnjo jemljamo. Nič nepričakovanega, nič takega, kar bi nas presenetilo. A zdravniki so svoje dokončno dobili, ne, z zadnjimi dvigi? Težko komentiram karkoli v zvezi s tem, kot rečeno, vse skupaj bo na mizi, ko bodo tekla pogajanja. Pod Koprivnikom, kam odhajate? Ni še dokončno znano, ampak v poslovni službi.